Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada povabila na naš tradicionalni dogodek MoneyHow Live, torej v živo v Kristalni palači z naslovom Investicijski šov leta. Donald Trump pripravlja šov, zakaj ga ne bi pripravili tudi mi. Kako loviti zaslužke v negotovem okolju, kako sestaviti portfelj, kako umestiti kriptovalute v portfelj sodobnega vlagatelja. Hkrati bomo pa tudi grillali ali pa roastali, kakor želite, slovenski kapitalski trg, seveda s pomočjo profesionalcev. Mimo grede, še to lahko povem, da se nam bo pridružil tudi minister za finance. Dogodek je predviden 22. maja, tako da lepo vabljeni. Pa še eno mini obvestilce, MoneyHow Friends, lepo se že polni vsebina, tako da vas vabim, da se nam pridružite tudi na MoneyHow Friends na YouTubeu, kjer odložim videe z eno tako malo bolj sproščeno vsebino, vse pa je povezano z investiranjem, upravljanjem premoženja in tako dalje. Gremo na vsebino. Danes bomo imeli en tak uvod v grill ali pa roast slovenske borze. Veliko vprašanj je bilo vezano na individualne naložbene račune, nekateri celo špekulirajo, da slovenski tečaji slovenskih blue chipov rastejo ravno zaradi teh računov, ki naj bi prišli leta 2026. Potem je tu še Vzajemna, potencialni nov IPO, vendar šele leta 2026. Zdaj so številni vlagatelji v dilemi vzeti denar ali delnico. Potem ne smemo pozabiti tudi nove izdaje državne, ljudske oziroma ljudske obveznice za državljane, ki jo je napovedal minister za finance prav v podcastu MoneyHow. Pa še eno zadevo bi rada omenila, ki je relativno zanimiva, in sicer SID banka, torej Slovenska izvozna in razvojna banka, ima zelo velike ambicije, tako kot vsi ostali na tem našem majhnem trgu, in sicer želijo okrepiti kapitalski trg in svoje lastniške naložbe bodo zdaj prenesli na novo holdinško družbo in upravljanje teh sredstev bo prevzela nova družba za upravljanje, ki bo tudi 100% lastnik holding družbe. Z Matejem Zalarjem, direktorjem oddelka za razvoj produktov in evropske programe pri SID banki, sem se pogovarjala za Bloomberg Adrio, kjer je napovedal celo nove IPO-je, morda na Ljubljanski borzi. Pogovarjala pa se tudi o potencialnem nastanku ali pa nastanku teh samorogov, ki jih toliko dolgo časa že čakamo v Sloveniji. Zelo aktivno je tudi na področju finančnega opismenjevanja, ker se zdi, da vsi zdaj jahajo ta vroči val. Kaj prinaša vlagateljem slovenska borza, pa bova pogovarjala se z Matjažem Dleskom iz družbe Triglav Skladi. Zdravo, Matjaž. Dober dan, lepo pozdrav vsem. No, hvala, da si se javil v podcast MoneyHow. Dogajanje na Ljubljanski borzi kar pestro, lahko rečeva, lansko leto. A ne, da zelo pestro. Lansko leto smo imeli super donose, donosnost je bila relativno super na globalni ravni. Mislim, da je bila 33%, če prištejeva še dividende, je bila tam okrog 40%. Leto 2025 se je začelo tudi fantastično z nekaterimi posamezniki v našem tem indeksu, prav zelo fantastično. Kako bova ocenila začetek novega leta na slovenski borzi? Ja, kot se je že omenila, se pravi, smo imeli v bistvu res nek skok, sredini recimo tega preteklega meseca, sprav sredini januarja. Tako da se novo leto začelo res zelo v bistvu lepo, in mislim, da če tudi recimo te tečaje recimo zdržijo do konca leta, da bi lahko že zdaj v bistvu letošnje leto ocenili recimo za uspešno, Tako da je pa jasno, mislim, to, kar se dogaja že v dalj časa, se pravi, kar govorimo, da slovenske podjetje dejansko beležijo zelo dobre poslovne rezultate, tudi kar se tiče vrednotenja daleč tega, da je bila recimo zelo visoka, tudi če gledamo recimo dividendno donosnost, tukaj imamo recimo na ravni indeksa je recimo nad 5%, dobro je, da ena delnica, recimo tukaj malo v bistvu vleče poprečeno vzgor, drugače večina medijane tam rekel tam okoli 4, med 4 pa 5 nekje, zaradi po tej rasti. Pred to rastjo recimo v januarju, pa smo imeli tam nekje v bistvu 5% dividendno donosnost, pri kar lepem številu se pravi delnic, oziroma blue chipov na Ljubljanski borzi.
Ja, zdaj si naštel kar nekaj zelo zanimivih stvari, ki jih bova tudi v nadaljevanju malo bolj detaljno razdelala. Zdaj, razlogi za rast na slovenske borze, tukaj si zdaj omenil dobro poslovanje, dobičkonosnost podjetij, stabilnost poslovanja, tudi konec koncev te dividende. Kaj je še botrovalo k tej rasti? Je še kaj takega prav posebnega mogoče izven poslovanja slovenskih teh blue chipov? Če gledamo recimo rast, pa če gledamo recimo tudi posamezne papirje, posamezne vrednostne papirje, posamezne delnice, lahko ugotovimo, da bi se bil večina te rasti, da je bila tam nekje sredine meseca, pa nekje med 14. in 17. januarjem. Kar pomeni tukaj nek dogodek, ki je mogel to spodbuditi, in mislim, da tukaj je verjetno bila mogoče kakšna špekulacija zaradi, se pravi, individualnih naložbenih računov. No, zdaj, ko omenjava individualne naložbene račune, so neke, zdaj to je v bistvu bil zakon, predlog je bil pripravljen, zdaj so bili podani tudi številni predlogi za izboljšave tega, ampak vseeno, a lahko mogoče poveva, kako ti gledaš na te individualne naložbene račune? Na našem Discord kanalu se je pač razplamtela kar taka zanimiva debata in nekako je se povečalo zanimanje, dejansko se je povečalo zanimanje za slovensko borzo, tudi med vlagatelji, ki mogoče do zdaj niso bili toliko pozorni na slovensko borzo. Ja, jaz bi rekel tako, da dejansko se pravi individualni naložbeni računi bodo nekako v bistvu zmanjšali obdavčitev, se pravi davčno breme bo tukaj zmanjšali. In zdaj, če se vrnemo malo še, ko sem bil še na fakulteti, pa recimo kakšnega teoretičnega koncepta, recimo Lafferjeva krivulja. Se pravi, če imaš ti v bistvu zelo visoko davčno stopnjo, potem boš lahko recimo pobral celo manj davka, kot pa recimo, če imaš nižjo davčno stopnjo. Zakaj? Zato, ker pač bo enostavno določene stvari postale neprivlačne za kogarkoli in ne bodo pač v bistvu sploh imeli prihodkov iz tega naslova in ne bodo seveda potem tudi plačevali davkov za to. Tako da tudi mislim, da tudi je mogoče tudi en del recimo trgovanja recimo na Ljubljanski borzi, ki vemo, da pač ni ravno zelo likvidna. Druga stvar je mogoče tudi institucionalni investitorji, nekako se recimo zanimajo za to, ampak definitivno pa tudi recimo, kar se tiče se pravi fizične osebe, tudi lahko da recimo svoj delež. Ampak če gledamo recimo, če imamo 25% obdavčitev, praktično skoro vsakega trada, mislim pač vsake prodaje, ki je se prodana z dobičkom, potem lahko, čez par let ugotovimo, ko imamo pač neke pluse, neke minuse, da v bistvu sami smo se nekaj zaslužili, ampak da je država mogoče zaslužila celo več kot pa recimo mi sami. Tako da tukaj je po mojem nek smisel seveda, da se take stvari se uvedejo. Je pa jasno tukaj, mislim pač so notri neke varovalke oziroma pač neka določila, dobro, zato se je zakon šel v predlogu, ki pa seveda saj meni osebno recimo niso najbolj všeč. Prva je to, da moramo imeti 50% na domači borzi. Ljubljanska borza, tržna kapitalizacija je se pravi 50 milijard evrov. Od tega je se pravi 38 nekje imamo dolžniških vrednostnih papirjev in potem imamo še se pravi nekaj manj kot 12 milijard, potem še se pravi equity, se pravi lastniških delnic. To je tržna kapitalizacija, vse skupaj za neko srednje, veliko podjetje na neki razviti borzi. Tako da tukaj kaplje v morju vse skupaj. In zdaj, če gledamo mi na neko varčevanje, da imamo mi varčevanje, pri varčevanju pač osnova je, da to pač razpršimo. Sprav, da nimamo to vse jajce v eni košari. To je, mislim, tudi osnova recimo neke finančne pismenosti. In če morate imeti 50%, bi v bistvu na nekem trgu, ki je kapljica v morju v globalnem trgu kapitala, potem je že ta razpršitev zelo vprašljiva. In po drugi strani pa tudi recimo pri tem, pri teh 50%, ki so recimo morajo biti pač pravne osebe, ki so pač registrirane na teritoriju Republike Slovenije, tukaj so spustili nas, se pravi sklade. Mislim, da bi vsaj recimo lahko, nisem pač udeleženci trga kapitala, in da bi recimo še nas imeli recimo zraven, bi potem lahko v bistvu preko vlaganja v sklade, pač slovenske sklade, bi lahko potem recimo to lahko potem razpršil tudi potem še recimo na vse ostale, na vse ostale trge, in recimo potem bi ta diversifikacija bila potem recimo bolj učinkovita. Dobro, lahko tudi govorimo recimo o zneskih, tam vemo recimo, da smo
A lahko se mogoče tlele vskočim ti še z enim komentarjem, ki sem se pogovarjala. Ja, niso pa vključeni recimo nekateri drugi brokerji, ki jih uporabljajo recimo Slovenci in so cenovno bolj ugodni kot recimo slovenski brokerji, to so Interactive Brokers, Trade Republic, Optim Trader, recimo sem slišala, da so celo dali predlog, da bi jih mogoče lahko vključili v to zgodbo. Tako da tudi to je en tak minus verjetno za marsikoga, ne? Načeloma lahko damo tudi potem kakšne brokere, recimo, ki imajo pač svoj sedež recimo v Evropski uniji, ne. Tukaj bi recimo lahko bilo nekaj, da pač ne delamo diskriminacije med se pravi slovenskimi in seveda pač to, ki deluje na enotnem trgu, ne. Tako da tukaj bi recimo lahko bila taka varianta, ne, mislim, definitivno bi bilo tukaj to, ker tudi malo problem, recimo, če ne bo veliko teh ponudnikov, ne, to pomeni, da ne bo veliko konkurence med njimi, ne, in to pomeni, da bodo tudi v bistvu stroški lahko v bistvu kar zelo visoki, ne. In to bo potem seveda tudi privlačnost takih računov potem zmanjšuje. Ampak, a te lahko nekaj zmotam? Ti si rekel 50% slovenskih delnic. Mislim, da je bilo potem neka debata, da bi se ta odstotek vse nekoliko znižal. Ja, to bi bilo vsekakor bi bilo to zanimivo, ne, ker pač po mojem, kaj je več kot 10-20%, mislim, da to tako omejitev ne bi smeli biti. Ne. Če gledamo portfelj malega vlagatelja. Ja, že, ampak se pravim, pač ima eno delnico slovenska, pa recimo dve, ne. Odvisno, ne. Tudi treba vedeti, ne, da tukaj tudi zneski, ne, tudi vemo, da imamo tukaj neke limite glede vplačil, ne. Se pravi, da imamo tam 20,000 pač prvo plačilo, pa potem 5,000, ne. Zakaj so to dajali, ne vem, mislim, jaz to ne bi bilo v bistvu, kot sem bral, to zaradi tega, ker ne bi želeli, da se na ta način ne bi v bistvu izogibali plačevanje davkov, recimo kje drugje, ampak da dejansko bi pač izvrčevanje to naprej, ne. Ampak gledajte, mislim, pač vrčujejo v bistvu ljudje, ki imajo res zelo visoke prihodke, ne. Nekdo, ki pač komaj preživlja, bo težko recimo dal na stran, recimo, da bo potem recimo trgoval na borzi, ne. In že sami stroški recimo to problem, ne. In če pa imate recimo ljudi recimo z relativno visokimi dohodki, ne, potem pa njim recimo tudi mogoče ni problem 1000 ali pa recimo tudi mogoče več 1000 evrov recimo na mesec dati recimo na stran, da pa potem recimo lahko kup recimo vrednostne papirje, ne. In potem imamo pa potem se pravi 5000 evrov ne bi bila pa za letno omejitev, ne. Mislim, za koga, Matjaž, ne vem. ampak če pa gledava, kako v tujini lahko trguješ, ti lahko kupiš frakcijo delnice, a ne? Se pravi, lahko že z manjšimi zneski ti dejansko vstopiš na trg po relativno ugodni ceni. Ja, recimo to že, ne, ampak tukaj imamo spet to naprej, ne, kdo bo ponudnike sploh teh računov, ne, in kdo bo sploh kvalificiran za to, ne, in kot smo že rekli, ne, če bomo imeli recimo samo nekaj par lokalnih brokerjev, ne, potem lahko da tudi stroški recimo ne bo tako ugodni in tudi dvom, da bomo potem lahko kupovali res samo frakcije delnice, bo to sploh mogoče, ne, mogoče sploh niti ne bodo, ne. Ja. A sva povedala vse, kar je vezano na individualne naložbene račune? Jaz bom sicer ločeno o tem tudi naredila epizodo, ko bo malo več jasno. Zdaj so pač te predloge, ki so jih prejeli, bojo preučili in seveda potem tudi smiselno vključili. A ne? Če sem jaz prav seznanjena. Ne vem pa, kdaj je ta rok. Zdaj, kot vem, to zelo v javni obravnavi, ne vem, kdaj se bo to zaključilo, ne. Ampak računi ne bi pa prišli leta 26, ne? No, mislim, kadarkoli bi so že pridejo, ne, mislim, neka dobrodošla sprememba tukaj bo, ne, ampak se pravi, tukaj, kjer so omejitve, ki smo jih zelo že omenili, ne, to pa tukaj treba res razmisliti, ne, zakaj so res potrebne, ne, potrebno res tako rigorozno to pač iti na tak način, ne, ali mogoče to, da se pač to malo vseeno umiri, ne, ker če gledamo, ne vem, da ima država recimo cilj, da se bo ljudje zelo recimo bolj odločili recimo za varčevanje v kratkoročnih, se pravi, oziroma zakladnih menicah, ne, mislim, mogoče to ni edini način, ne, mislim, to potem lahko spet, ne vem, uveden, ne vem, kakšen registrski račun, ki je podobnega, ker recimo ti ne rabiš brokerja v bistvu imeti, ne, in da potem lahko tudi vsak recimo sam posameznik recimo se vključi recimo na dražbo recimo za kakšne papirje, podobno kot recimo za kakšne, se pravi, ljudske obveznice in tako naprej, ne.
Čeprav ljudske obveznice smo tudi rabili kupovati preko brokerjev, teh naših lokalnih, a ne? Ja, je to, samo to je potem dodatni strošek, ki potem zmanjšuje potem donos. Absolutno, se s tem strinjam. Zdaj, ko smo omenjali ljudska obveznica je bila tudi napovedana, tudi to nekako verjetno daje nek boost temu našemu trgu. Zelo veliko tudi ljudje sprašujejo, kdaj bo prišla ljudska obveznica. Zdaj jaz konkretnih informacij nimam, ampak napovedana pa je bila v začetku leta 2025. 3-letna bo, 3-letna obveznica. Ponovno. Dobro, to je ljudska obveznica, ampak lahko bi tudi, kot sem že omenil, pač poenostavili dostop do, recimo, dražb zakladnih menic. Tukaj imamo pač 3, 6, 9, 12, recimo tako naprej tole. Tudi problem pri teh menicah. Tukaj, recimo, če imate depozite, recimo, potem je 1000 evrov pač obresti neobdavčenih, kar recimo pa nekje 2,5% obrestne meri, ali 2%, kot pač so zelo depoziti, to pomeni, da morate imeti naloženih že tam nekje 40 do 50 tisoč, da pride do tega limita, za celo leto seveda. In to pa verjetno tudi vsak posameznik nima, tako da Sedaj še to dodam, zakladne menice, obresti na zakladne menice so obdavčene. Rekli so pa, da če bi izdali zakladne menice za državljane, se pravi, kakor neke ljudske zakladne menice, v tem primeru ne bi bile. Ampak, kakor sem dobila informacijo, nimajo tega v planu. V planu je ljudska obveznica, 3-letna. Ja, se pravi, ampak govorimo o tem, kaj bi bilo recimo še treba narediti. Zdaj imamo v bistvu zelo podobne finančne instrumente po svoji vsebini in po stopni tveganja, in po stopni donosa, to govorimo o depozitih, govorimo o zakladnih menicah, govorimo tudi recimo o skladih denarnega trga, ki pa so na končni fazi zelo različno obdavčeni. Se pravi, po depozitih imamo teh 1000 evrov, ki je pač neobdavčeno, medtem ko če greste v zakladne menice, pa sklad denarnega trga, pa tega nimate. Tako da tukaj potem zelo že mislim, kar velika razlika na koncu, ko nastane potem pri donosu. Če morate 25% davek plačati na obresti, ali pa če imate recimo se skupne depozite in pač do nekega zneska ne plačate. Lahko pa na neobanko preneseš ali pa na neobrokerja, pa dobiš bistveno več, kot kar marsikje druge, kot ti omenjaš. Potem, ko se odštejo, ja. Davek, ne do 1000 evrov so obresti neobdavčene. Kakor kje, ker tudi tukaj, kot ne govorimo o Revolutu, ki je v bistvu inštrument denarnega trga, ampak govorim o denarju, ki leži na računu. To naj bi bilo kakor neobdavčeno. Ampak niso se pa še na Fursu čisto 100% zjasnili, to smo imeli pa v zadnji epizodi davčni smo o tem govorili. Ampak načeloma pravi ta davčna strokovnjaka, da bi moralo biti to neobdavčeno do 1000 evrov. Ja, mislim, to je bilo smiselno, ker če država hoče, mislim, da če bi recimo ljudje več vlagali v zakladne menice, s tem bi se tudi v bistvu nekako znižal v bistvu donos, in večja likvidnost bi bila to, država bi lažje prišla do financiranja. In recimo, če tukaj recimo ne bi plačevali recimo davko, mislim, da bi na drugi strani lahko imeli bistveno več nekih koristi. Zdaj sva govorila o slovenskih delnicah, kjer praviš, da navkljub vsem tem lepim rezultatom ne priporočaš neko pretirano veliko izpostavljenost. Rekel si, koliko 10%, mogoče 50% izpostavljenost, hkrati omenjava obveznice in Tako je, mislim, 10-20% sem govoril pač za omejitev, ki ne bi veljala pač na računih. Če že res pa hoče dati neko omejitev, sem rekel, da pač več kot to ne bi smela piti, vsaj po mojem. Kar se tiče pa seveda dolgoročnega investiranja oziroma sestave portfelja, tukaj je potem seveda različna stvar. Mislim, jasno, treba pač neko globalno razpršitev dati, ampak to lahko naredimo recimo naprimer z nakupom nekega ETF-a, in da potem recimo probamo potem trgovati recimo pač z slovenskimi vrednostnimi papirji, tukaj imamo potem lahko tudi dosti večji utež, ampak se pravi večji utež v slovenskih delnicah. Ja, mislim, lahko tudi tukaj trgujemo, pač zbiramo dividende, ker če gledamo, slovenska podjetja v bistvu so zelo tako naravnana, da pač so uveljavljena podjetja, ki imajo pač nek svoj neko svojo tržno pozicijo in tudi recimo, kar se tiče poslovanja, moram reči, da mislim, zelo dobro poslujejo večinoma in tudi, kar se tiče dividende, vemo, da so tudi kar lepe. Tako da
To so v bistvu res neki taki papiri, ki so za dolgoročno varčevanje. Spravi, da dejansko, da v bistvu da jih kupuješ in da jih potem držiš, ne, do daljše obdobje. Ne. Zdaj, komu to ustreza, pač lahko ima večji delež takih. Ne. Samo če pa hoče imeti recimo bolj growth portfelj, naprimer, ne, spravi, da ima več, bolj stavi na rast, ne, bo pa na slovenskem trgu zelo težko našel neko varianto, ne, za investiranje. Ne. Tu pa bo treba že potem pogledati predvsem proti Ameriki, v Evropi tudi je bolj suša s temi stvarmi, ne. Imamo pa seveda teh veličastnih 7 ameriških podjetij, ne, ki pa dejansko imajo impresivne rasti in tudi potencial za naprej še vedno obstaja. Ne. Ja, zdaj bo kar precej razburkano na tem področju, so bili tudi kar lepi padci. Ja, je tako, ne, mislim, vrednotenja so zelo visoka, ne. In potem, ko so vrednotenja enkrat visoka, ne, potem lahko vsaka negativna novica lahko takoj v bistvu zniha tečaj navzdol, ne. Tako da je volatilnost na teh delnicah recimo zelo velika, ne, kar pa seveda je v bistvu za neke traderja, ne, ki res zelo frekventno trguje, ne, je v bistvu zelo dober. Ne. Oni pač rabijo tak veter, ne. Spravi, da se malo počasih posuje, pa da se potem spet začne počasi navzgor in tako dalje. Ne. Ja, se strinjam. Je bilo kar precej vetra v zadnjih tednih, ampak ni pa to tako slaba, ta DeepSeek ni tako slaba novica, mogoče za te veličastnih 7, ampak konkurenca je dobrodošla, konkurenca lahko potencialno tudi zniža kakšne cene, prinese nove inovacije, videli smo, da so se pač relativno hitro odzvali tudi konec koncev vsi te iz AI panoge, ki so bili dobesedno izzvani, ne. Ja, seveda so bili izzvani, ne, ampak definitivno tukaj se vidi, da v bistvu vsi, ne, in Američani in tudi Kitajci, ne, da zelo veliko vlagajo na to področje in da res poskušajo nekaj narediti. Ne. Kitajci vemo pač, da imajo določene omejitve, ne, oni sploh ne morejo priti v bistvu do najmodernejše opreme, ne, in so pa zelo pač uspeli nekaj narediti, se pravi, neki izdelek v bistvu imajo, neki pa je v bistvu zelo, zelo učinkovit, ne, tako da so pač iz malega v bistvu so naredili kar v bistvu neko zelo, zelo veliko stvar, ne. Ja, konkurenca je pa seveda super, ne, mislim, konkurenca kadarkoli je super, ne, mislim, ker če nimate konkurence, nimate izbire in potem so tudi, rekel, cene, kvalitete tako naprej, cena so lahko višja, kvalitete slabša in ali oboje, ne. Ne samo, da ti spremljaš slovenski trg, ti spremljaš tudi kitajski trg, ne, zelo podrobno, pa bi mogoče vsem te še vprašati, da izkoristim to priložnost, ne, ker Alibaba je tudi prišel zdaj svojim nekim klepetalnikom, in je v bistvu tudi malo nekako, bom rekla, marsikdo, se je začel spraševati, a je zdaj tudi Alibaba mogoče zanimiva za investiranje, potem drugi spet iščejo nekje druge priložnosti, nekje v Tencentu, in tako dalje, tako da ljudje iščejo. Kaj praviš pa ti? Kaj se splača na Kitajskem pogledati? Dobro, te treba pogledati, ne, mislim, to so pač te kitajske tehnološke delnice, ne. Treba povedati, da vsaj te delnice, da to ni samo umetna inteligenca, je pač en del tega njihovega poslovanja, tudi je vezano na umetno inteligenco, ampak imajo še marsikaj drugega zraven, ne. Se pravi, Alibaba je pač znana kot neka e-commerce platforma, Tencent je na primer znan po tem svojem brskalniku oziroma pač tem chatu, ne, in tako naprej, ne, ki je v bistvu veliko več kot samo to, ne. To je nekaj, da bi zmešal recimo, ne vem, nek Viber, Amazon pa Facebook recimo skupaj, no, na primer, ne, tako, če karikiram, ne. In to je v bistvu ta njihov izdelek, ne. Tako da je pa vse tudi zelo vezano v bistvu na njihovo pač na potrošnjo, se pravi, koliko recimo dejansko Kitajci trošijo, ne, in trudno vemo, ne, da pač pri njih so kar precejšnje težave na nepremičninskem trgu, ne, in to verjetno ne bo se zelo hitro končalo, ne, bo kar nekaj časa trajalo in tudi zaradi tega pač zelo potrošnja je zelo malo v bistvu pod pritiskom, ne, se pravi, stopnje rasti niso dosledali tisti, ki bi si recimo želeli. In, no, ampak jasno, ne, je pa tako, ne, mislim, ko imate enkrat krizo, ne, treba gledati mogoče tudi malo bolj dolgoročno, ne, tečaje za tega recimo mogoče so malo nižje, ne, ampak čez recimo, ne vem, par let, ne, pa verjetno pa tega ne bo več, ne, bo tudi potrošnja recimo večja, ne, oni imajo pač tržno pozicijo, bodo še vedno recimo tukaj med nekje v vrhu, ne, in boš potem še zanimivo recimo za neko dolgoročno investiranje, ne.
Je kaj pa recimo, da ne bova preveč zašla, bi mogoče se kar vrnila nazaj na slovenski trg, če se strinjaš. Se lahko potem tudi kakšno rečeva v Money How Friends, tudi o kitajski in priložnostih na kitajskem trgu. Zdaj, ko omenjava vse to, kar se dogaja na trgu, zdaj razmišljam, pri nas res ni growth delnic, ampak se pa spomnim besed Blaža Brodnjaka iz NLB, ki je nedavno povedal, da NLB ni banka, ampak da je tudi fintech podjetje. Jaz bolj recimo NLB gledam v tem, oni so mogoče še celo mogoče nekaj najbližje, v bistvu neki growth delnici, ne. Ker vseeno, če gledamo, oni se želijo širiti. Pač ja, recimo, če gledamo na slovenski trg, tukaj mogoče res ni več toliko zelo veliko prostora za rast. Ne. Tukaj pač je, to, kar smo že rekli, pač neko poslovanje ustaljeno in tako naprej. Ne. Medtem ko večina rasti, tudi večina dobička. Ne. Oni večino dobička v bistvu ustvarijo izven Slovenije. Ne. In tukaj pa seveda ne, oni na vsak način želijo stopiti na hrvaški trg. Ne. To vidim, da res prav imajo močno željo, ker ravno to jim v bistvu še manjka, ne, da pač zakrožijo v bistvu celo zgodbo, ne, svojo, ne, in tudi kakšen mogoče prevzem se v kakšne druge države še zgodil, ne, vsaj mogoče, ne vem, vemo, da so zelo dobro zasidrani na srbskem trgu, ne, zato tam že postala ena večjih bank, se pozivja Komercialno banko, tudi recimo kakšen drugih, recimo teh držav bivše Jugoslavije, recimo zelo dobro stojijo, ne. Tako da tukaj recimo je pa še večji potencial za rast, ne treba vedeti, da pač te države vseeno so na dosti nižji stopni razvoja kot Slovenija in da ima lahko tudi zaradi tega pač zaradi nižje osnove v bistvu lahko beležijo višje stopnje gospodarske rasti, ne. To je pa super v bistvu za banko, ne. Če je enkrat visoko gospodarska rast, ne, potem je seveda tudi rasti poslovanja so potem za banko višje, ne. Veš, kaj sem se spomnila, to sem zadnjič spraševala tudi Intesa San Paulo, zdaj je eksperimentalno kupila Bitcoin, mislim, da so kupili 11 Bitcoinov v začetku tega leta in plačali za to, mislim, da dober milijon evrov. Pa mislim, da bo tudi Intesa zdaj v kratkem predstavljala neke poslovne rezultate, pa me se zanima, ne vem, kako pa ti gledaš na to, da gre ta bančništvo, kam gre to bančništvo? Mogoče samo še to, Evropska centralna banka je ravno kar znižala ključne obrestne mere, tako da se posojila cenijo, depoziti pa vemo, kam grejo. Pričakovano. Še nižje. To je itak že v bistvu že kar zelo pričakovana novica bila, ne, tako da to v bistvu je novica, ki pač ni novica, ne spremeni bistveno pač tega, kar smo že rekli, ne. Jasno, obrestne mere bodo verjetno še navzdol, ne. Inflacija po mojem se bo tukaj nekje umirila, zelo verjetno, ne, to so pač nekje naše pričakovanja. Obrestne mere pa potem seveda tudi, ne, če gledam gospodarsko aktivnost v Evropski uniji, ne, ni prav na zelo na neki zavidljivi stopni, ne, predvsem recimo Nemčija, vemo, da ima precejšnje težave, ne, tako da mislim, da bi lahko potem obrestne mere še šle navzdol s pač ciljem, se pravi, da inflacija recimo če ni grožnja, pa da imamo nizko gospodarsko rast, potem je, mislim, da kar jasno, kam bodo šle obrestne mere, ne. Ja, in tudi v bistvu je jasno, kam gre potem tudi bančništvo, ne, se pravi, obrestni prihodki grejo dol, neobrestni grejo gor, banke so že predstavile svoje nove cenike, se pravi podražitve, tako da, ne. Ja, dobro, to je en način, ne. Drugi način je pa seveda to, da se potem poskuša z večjo rastjo kreditov to nadoknaditi, ne. Se pravi, da imate strani nižjo obrestno mero, ne, ampak recimo, da imate potem še jih pa potem recimo več lahko recimo kreditov date, ne. To je potem pa druga stvar, ne. Tako da se lahko tudi deloma tukaj kompenzira ta stvar, ne. Jo, nisem pogledala statistike, kar se tiče te stanovanjske krediti, ne vem, kakšna je rast, vem pa, da je stagnacija na stanovanjskem trgu trenutno. Ja, tukaj bolj govorimo za kredite recimo gospodarstvo, ne. Zdaj, kar se tiče samih recimo stanovanjskih krediti, tukaj je mogoče malo drugačna zgodba, ne, in tukaj je pač odvisno pač od nepremičninskega cikla, ne. Pa tudi vemo, ne, da pač večina stanovanja, vsaj to dražjih, ne, se ne kupi na kredit, ne. Vse spovedal. Se ne kupi na kredit. Se pravi, kakšne so pa tvoje pričakovanja, kar se tiče samega bančništva? Je to recimo zanimiva investicija za recimo nekega malega vlagatelja, ki bi rad mogoče malo bolj nišno
igral igro oziroma stavil v prihajajočem letu oziroma v letošnjem letu? Če govorimo o Sloveniji, na slovenskem trgu. Mar govorimo o Sloveniji, NLB-ju konkretno, ampak tudi lahko malce širše zastaviš zgodbo. Je zelo, mislim, dobro, jaz recimo bolj spremljam trge v razvoju, ne? Ampak moram reči, da tukaj je pri bančništvu tudi recimo precej odvisno od politike centralne banke, ne? Tako da recimo imamo lahko v eni državi, naprimer, nekaj čisto drugačno monetarno politiko, kot recimo neki drugi, ne? Če gledamo recimo Evropo, recimo se znižuje obrestne mere, ne? Na drugi strani, če gremo kakšno Brazilijo, naprimer, pogledati, ne, tam jih pa dvigujejo, ne? Tako da zelo težko reči, ne? Potem imate čisto drugačno okolje, ne? Kar se tiče vsega to, ne? Japonska tudi dviguje. Kar se tiče bančništva, je treba gledati, ne? Mislim, tudi tukaj se dogajajo določene spremembe, predvsem kar se tiče finteka oziroma spletnega bančništva, ne? Se pravi, da to, kar so že omenili, recimo tipa Revolut in tako naprej, ne? Se pravi, da ti banko dejansko na mobitelu, ne? Ti v bistvu ne rabiš imeti poslovalnice, ne rabiš, ne vem, tam iti v poslovalnico pa čakati v vrsti, da narediš neko storitev to naprej, ne? Ampak imaš vse na telefonu, ne? In zdaj tukaj, koliko lahko recimo ponujaš preko telefona, kaj se lahko v bistvu prek tega je pa narediš, koliko je dejansko moč te aplikacije, ne? Mislim, da bo tukaj recimo vsaj na tem delu retaila, ne, po mojem tukaj zelo pomembno, ne. Za vse ostalo pa seveda je pa pomembno, ko bo podjetja delala, ne. Mislim, tudi, če bo imela neko ugodno financiranje strani bank, ne, oziroma neko podporo, ne, da potem bo seveda vzela več kreditov, ne. Drugače pa bodo verjetno, če bo obrestna mera rasla, ne, se bodo pa bolj kot ne razdolževali, ne. To potem seveda ni dobro za banke, ne, ker tukaj potem seveda izgubljajo, mislim, krediti se odplačujejo in se ne vzame novih, ne, to je potem direktna izguba za banko, ne. Ok, a lahko greva mogoče še na Krko, ki je tudi danes v četrtek 30.1. objavljala rezultate, so tudi poročali o kar solidnih rezultatih, ampak preden greva na vse te milijarde, ki so jih ustvarjali, mogoče samo še to, no, delnice. Saj 1 milijarda, če to za letošnje leto pa 2, ne. Točno to, napoveduje 2 milijardi, ne. Ampak vseeno 5 milijard tržne kapitalizacije, ki je prebila, pa hkrati na delnice je res poskočila 161 evrov za delnico danes trguje, tako da letos je pridobila 15%, kar je celo več, kar je sam indeks zrasel, ki je pridobil 14%, tako da. Plus, da še treba prišteči kakšno dividendo, ne, ki bo enkrat poleti izplačana, ne. In to zelo verjetno, ne, pa še vemo, ne, da so oni dividendni aristokrati, ne, kar pomeni, da povečujejo v bistvu dividende, ne, že 25 let, ne. Zaprav, da tam pričakovanja so, da bo tudi letos v bistvu dividende še višje kot recimo lansko leto, ne. Ja, jaz nisem vedela, da se reče dividendni aristokrati. Dejansko res nisem vedela. Lansko leto je 25 let, mislim, da tako da so že v tem klubu. Da so že v klubu. No, evo, vidiš. Kaj bova pa rekla, je zanimiva delnica oziroma farmacija za male vlagatelje. Kje smo, kako stojimo? Dobro, tle je spet farmacija zelo širok pojem, ne, zdaj rečemo samo to proizvodnjo zdravil na recept, ne, kot je recimo Krka, ne, ki bi rekel najbolj tak čisto normalen biznis, ne, a gledamo recimo kakšno biofarmacijo, ne, se pravi te biofarmacevtiki to čisto drugačen način poslovanja, čisto drugačen način proizvodnje, tako naprej, ne, zdravil, ne. Tako da, dobro, če govorimo recimo o Krki, ne, tukaj govorimo, se pravi, pri njih je 80+% so zdravil na recept, ne. Tako da tukaj pa vidimo, ne, da on je res, mislim, kar pa njih fascinira, v bistvu to, da skoraj vsako leto v bistvu povečujejo obseg poslovanja, karkoli, tudi če je kakšna kriza, tudi če, ne vem, recimo Ukrajina je bila svoj čas, mislim, da 3. ali 4. trg njihov to naprej, pa s tem začela vojna, ne, oni še vedno v bistvu tam normalno poslujejo, ne, lansko leto tam recimo 15% več prodaja, naprimer, ne. Rusija kljub vsem sankcijam se skupaj to naprej, in to še vedno recimo tam rastejo, še vedno je to njihov najpomembnejši trg, ne. Tako da plus to, da recimo, ne vem, se širijo še recimo na Kitajsko, tudi vemo, da so recimo Indiji že nekaj kupili, tako naprej, ne. Potem imamo recimo kakšne trge, ne vem, presenetljive trge, kot recimo Uzbekistan, ne. Dobro, mogoče se tako sliši, ampak to je država, mislim, da ima 34-35 milijonov ljudi, ne, in tam je kar zelo dobro tržno pozicijo in to tudi vsako leto recimo tam kar po lepih stopnjah rastejo, ne.
Tako da na koncu to, kar pravijo, da bodo pač vsako leto rasli po 5%, sem se že kar malo razvadil, da v bistvu na koncu pričakujemo že kar malo več kot 5%. Sprav, če gledamo prihodkov od prodaje. Donosnost pa tudi v bistvu držijo. Tudi tlele Pršebi, da imajo tam 27%. Tako da je tudi v bistvu nekje stabilno. Tako da je rekel tipično, recimo tako, kar sem že prej omenil, recimo za slovenske delnice, da v bistvu, da imajo neko stabilno poslovanje, da tudi v bistvu, če kakšna kriza jih dejansko ne zamaje, da so v bistvu res odporni na marsikaj. In se pravi, to pač tiska bi rekel, da to pač delnice za penzijo, sprav, da jo pač imaš, pa da držiš, pa ti ne rabiš karkoli trgovati z njo. No, evo, delnica za penzijo. Samo držiš, hodlaš Krko. Ja. Hodal Krko. Skratka, mogoče bi pa vseeno, zdaj smo na hitro obdelala Krko, mogoče bi pa vseeno se tukaj ustavila še pri Petrolu, ker Petrol je pa letos, ko gledam zdaj tečajnico, 26% je pridobila delnica. Kaj se dogaja s Petrolom? Težko reči, težko komentirati, zakaj je šlo 26% gor, tudi marsikaj druge delnice so šle gor, mogoče celo malo manj kot Petrol. Predvsem sem gledal, da predvsem nefinančne družbe so šle bolj gor kot recimo finančne. V glavnem, ja, to, kar smo že rekli, pač pri njih je tudi neko obreko poslovanja, res da tukaj, kar je seveda eno večjih tveganj, se sprav regulativa, to vemo, da pač oni ima regulirane marže na slovenskem trgu, tako da s to regulirano maržo, ki jo imajo, ne pokrivajo vse, kar bi oni si želeli. Na koncu mogoče zmanjkati celo za investicije, oziroma za neko, da se pravi, za kakšne investicije v kakšne recimo druge obnovljive vire energije in tako naprej. Tako da, ampak tudi pri njih je recimo zanimivo, da kljub temu, da so regulirani, in da praktično na dveh največjih trgih, kjer poslujejo, sprav Slovenija in Hrvaška, da posod v bistvu neka regulativa, kar se tiče, se pravi, cen benzina, da oni enostavno širijo svoj drug asortiman, predvsem to, kar je pač trgovski del, se pravi to, kar se prodaja recimo na bencinskih servisih poleg benzina. In očitno jim tukaj zelo dobro gre, verjetno gre na roko to, da pač ob nedeljah, da so trgovine zaprte, medtem ko lahko bencinski servisi lahko normalno poslujejo, tako da je verjetno največja gužva na benzinskih servisih ravno v nedeljah. Tako da ja, in tudi, kar se tiče marž, tam verjetno so kar zanimive. Zdaj si rekel, da so nefinančne družbe pridobile bolj kot finančne. Pozabila sem pogledati, koliko je NLB pridobilo v letošnjem letu. 6%, 5,5%. Ja. Tudi, če gledamo cene zavarovalnic, tudi niso šle prav toliko zelo veliko gor, mogoče nekje tam okoli 10%, ampak ne pa tisti, recimo, kot smo že imeli 26% za Petrol. Zavarovalnica Triglav letos 7%. Samo še na hitrco pogledam Sava Re. Sava Re 12%, 12,5% v letošnjem letu. Mislim, to so nore rasti, to so res nore rasti, da ti v enem mestu na slovenskem trgu narediš do 25%, do 25%, a ne? Ja. Potem že lahko zaključiš za letošnje leto. Pobereš dobički in čau. To je to, zaključimo. Mogoče pa vsem za zavarovalništvo, če se lahko tukaj še malo ustavlja, ker to je pa zdaj zelo zanimivo področje ratal, zaradi tega, ker pač ima to globalno segrevanje, zelena politika. Von der Leyen je ravno včeraj v tem tednu, bom rekla, konca januarja, povedala, da Evropa ostaja zvesta zeleni politiki, na drugi strani ima Donald Trumpa, ki je povedal, da misli pač, da želi, da se ZDA izključi oziroma da prekinejo ta pariški sporazum, ne želijo biti več v tem pariškem sporazumu. Kako bova zdaj tle, kaj bova rekla? To pa zelo vpliva tudi na zavarovalništvo, nasploh, glede na to, da se vse te naravne katastrofe dogajajo. Tudi vidimo, da problem je frekvenca in tudi intenziteta teh naravnih katastrof. Vidimo, da tudi recimo lansko leto, predlansko smo imeli recimo poplave v Sloveniji. In videli smo recimo, da v Evropi recimo, da to mogoče ni bila najhujša stvar, kar se je zgodila. Jaz sem potem Češka, Poljska, potem recimo lansko, smo imeli recimo Španijo.
Tudi v Bosni v končni fazi so imeli tudi tak dogodek, recimo, ne. In to se pa nažalost nadaljevalo. In to se je pa za same zavarovalnice potem ni ravno najboljše, ker potem je treba seveda, premije se bo jasno, shodnih dogodkov bo več, premije se bo mogli povečati, ne, ker bo treba pač to pokriti, ne. Tako da zavarovalnice definitivno v bistvu, kar se tiče pač teh klimatskih sprememb, ne, so tukaj kar rekel nekem dost zanimivem položaju. No. V zanimivem položaju, ampak ne glede na to, Sava Re kar lepo raste v letošnjem letu. A je kakšen poseben razlog za to? Težko bi rekel, da je poseben razlog, ne, mislim, enostavno so pač to inflacijo, pač premiji, ne, so nekako dost v bistvu pretočili v dobiček, ne. Tako da tudi za naprej imajo kar dost, pač plan ima se za neko rast, ne neko visoko rast, ne, ampak kot pač je že, se pravi, po večini slovenskih podjetij se pravi, tukaj ni neke eksplozivne rasti, ampak pač počasi in zanesljivo, ne, pač naprej, ne. Včeraj sem dobila obvestilo od kolega analitika, da so analitiki, en analitik, no, ki spremlja Luko Koper, da je dvignil svojo oceno in sicer iz 36 na 49 evrov za delnico. Vidim tudi tlele, da rezultati pač je bil večji pretovor, tudi prihodkov pričakujejo več. Kako pa ti gledaš recimo na Luko Koper? Definitivno zelo zanimiva delnica, ne, ampak da je treba pogledati, kaj je njihova konkurenčna prednost, ne. In to je pač lokacija, ne. Oni so pač tukaj locirani preko nekje zelo blizu, se pravi Srednje Evrope, ne, kjer je pač precej nekih kupcev in tako naprej. Gradi se pač železniška mreža, ne vem, pač drugi tir, potem tudi recimo stalo železniško omrežje se nekako sanira, ne, oziroma se pač obnavlja. Tako da to definitivno je neka voda na mlin, ne. Kar pa tukaj le vidim tveganja pri njih, ne, so pa geopolitične tveganja, ne. Ker če recimo to, kar je bilo recimo, da niso mogli več iti, da ladje, da so morali iti okoli Afrike, ne, namesto da bi šli čez Suez, ne, oziroma čez Rdeče morje, to je za njih pomenilo kar precejšen, v bistvu bi lahko, če bi dolgoročno recimo tako ostalo, ne, je lahko kar problem za njih, ne. Ker to pomeni, da so severnomorska pristanišča dejansko počasno bližji, ne, kot pa recimo Jadran, ne. In to pomeni tudi recimo, rekel, za ta del Srednje Evrope, ki ga oni pokrivajo, ne, da je v bistvu in časovno in stroškovno bolj učinkovito, da se pač tovor pripelje iz severnomorskih pristanišč, ne. To je pa za njih v bistvu lahko tudi minus, ne. Tako da je pa tudi druga stvar, ne, da imamo mi tukaj tudi, moramo vedeti, ne, da ne samo Slovenija, tudi če kdo drug recimo gradi železniške povezave, ne, in predvsem je tukaj recimo tale povezava med Celovcem in Grascem. Tam je tunel, mislim, da je 26 km, nekaj takega, v glavnem zelo dolg tunel, ki pa ne bi bil tudi zelo enkrat končan, ne. In potem, če je to tako, je praktično od Trsta do Dunaja potem proga narejena v bistvu okoli Slovenije za hitrosti v bistvu nekje 160 km/h, kar pomeni, da bi do Gradca lahko prišel mimo Slovenije v bistvu hitreje kot pa čez Slovenijo, kljub recimo drugemu tiru in samo mnogo, kar so mi to recimo naredili, ne. Tako da bomo videli, kako bo to recimo v tem vplivali tudi na recimo na te blagovne tokove, bo zaradi recimo tudi vemo, da pač vsi ostali investirajo v izgradnje, recimo ne vem, in Trst in recimo in Reka in tako naprej. Ok, Reka ima problem recimo železnico, ne, oni lahko naredijo ne vem kakšen terminal tam naprej, ampak če ne moreš tega tovora pripeljati, potem boš težko imel recimo res zelo velik pretovor, ne. Tako da plus, kar je tudi geopolitike, ne, če bomo imeli kakšen nearshoring, ne, se pravi, da se bo proizvodnja, se pravi, bolj doma začela delati, ne, to pomeni, da bo manj recimo nekih poti z Daljnega vzhoda, ne, za katere pa vemo pač, da so v bistvu zelo trenutno pač glavna stvar, za kar, ki pač imajo, ne, tako da predvsej pač ladijskih povezav je pač vezanih na te rute, ne. Evo, tudi Luka Koper letos z 12% donosnostjo. Tako da kar precej pestro in zanimivo. Mislim, da sva skoraj vse obdelala iz pač prve kotacije. Cinkarno lahko še mečkam pogledava, ne, Cinkarna, Celje, te so pa bolj v izhodišču.
Ja, mislim, oni so zanimivi, ne. Mislim, po njih je sicer bolj, tudi mogoče malo nepremičninski cikl, ne. Oni pač to, kar oni proizvajajo, v bistvu grejo recimo v barve, ne. In zdaj, če se recimo preko stanovanja gradijo pa obnavljajo, ne, potem z tega recimo več recimo troši. Dobro, se tudi recimo kje drugje, ne, tudi recimo ta pigment, naprimer, v zobnih pastah, ne, v dosti recimo nekih proizvodih, ne, tako da je v bistvu cikličen, kar je pri njih recimo bilo recimo pozitivno v lanskem letu, da je Evropska unija uvedla carine na kitajske proizvajalce, ne. Ker Kitajci, vemo, zelo imajo probleme s svojim nepremičninskim trgom, ne, kar pomeni, da pa imajo recimo zelo veliko proizvajalcev tega titanovega oksida in potem, ko enkrat pač ne more prodati doma, ne, potem po ceni ali pa so kakšne dampiške cene recimo poskušajo prodati recimo v Evropi pa kjerkoli drugje, ne. In tako da zdaj so v bistvu te carine, ki so zelo uvedene v bistvu za 5 let, ne. Najprej sem mislil, da bo samo začasen, da se bo vsako leto gledali zelo za 5 let, tako da zelo v bistvu imajo v bistvu nekje 5 let imajo v bistvu zelo mir pred Kitajci, ne. Potem upamo, da bo tudi na Kitajskem malo boljše, pa da bo potem Kitajci recimo lahko tudi recimo doma prodali več, ne, in da bo manj prisotni recimo na tem trgu, ne. Tako da tudi smo videli recimo, ko so imeli, mislim, 2 leti nazaj, ko so imeli se pravi za letošnje, za 2023-2024, kakšne bodo poslovni izidi, ne. To so bile številke, ki so ga res v bistvu praktično skoraj da ne bi poslovali z dobičkom, ne. Zelo bi bil dobiček skoraj tam minimalno, recimo tam 4-5 milijonov, ne. In zdaj vidimo, recimo že za preteklo leto, ne, se pravi, so napovedovali nekje 5 milijonov, ne, na koncu prišli na zelo, mislim, da bo to kar konkretno več kot pa to, no. To je bila ta prva delnica, za katero so rekel, da je zelo zanimiva, mislim, delnica, podjetje. Zdaj, če se jaz prav spomnim, carina na ta titanov dioksid, to je bilo nekje sred lanskega leta, ne? Sred leta, ja. No, takrat je cena poskočila na praktično zdajšnje raven, potem pa je v novembru upadla. Kaj pa se je zgodilo novembra, da je tako upadla in da v bistvu sicer je pol nazaj pridobila, ampak vseeno, ne, pod črto v 6-mesečnem obdobju 15%. Se pravi, to je pač efekt, se pravi, samega titanovega oksida, ne. Ostalo, kar so pač nihanja, so pa jasno nekaj normalno, kar se pač na trgu dogaja, ne. Ok, a greva sam še mečkam pogled. Zdaj sem tlele gledala, v bistvu pogledala sem pač slovenski S&P 500, sam sekundu, najprej slovenski, ameriški S&P 500 v letošnjem letu je 2,24% gor, na 31. moram povedati, še dan, ko snemava, se pravi, year to date 2%, slovenski indeks 14%. Dobro, to je zdaj pač za prvi mesec nekje, ne. Prvi mesec, ja. Še dan imamo to naprej, ampak imamo, se pravi, je še 11 mesecev tega leta, tako da bomo videli. Slovenska borza, ko gledava pod črto globalno, je eno bolj donosnih, ne? Yeah. Celo bolj donosno od S&P-ja, čeprav na S&P-ju mogoče malo več dogaja, malo več nihanje, malo več akcije, kakor pa pri nas, ne? Ja, bistveno več akcije, ne? Tudi bistveno več likvidnosti, ne? To je res. Kaj bi te še želela vprašati? Vezano, en komentar sem dobila, pa vem, da midva se o tem itak pogovarjala. Siemens Energy, en je pustil mi komentar na YouTubeu, da je pa zdaj čas, da bo investiral v Siemens Energy. Zdaj Siemens Energy je letos 13% v plusu, v zadnjem letu je bil pa 300%, preko 300% donosnost, bila je celo bolj donosna od Nvidije, od Bitcoina, Siemens Energy. Zdaj so to ljudje, naši dragi poslušalci, odkrili. Midva so se pa pogovarjala tudi o Končarju, ko je pa tlele sosed po domač povedana, ne, je bil pa tudi kar precej donosna delnica. Kaj se dogaja? Siemens Energy, Končar? Dobro, Siemens Energy, to lahko težko komentiram, ker se pač s tem trgom niti ne ukvarjam, ne. Kar se tiče pa Končarja, to sem ga pa zelo v bistvu podrobno pač sem ga spremljal to naprej, ne. Mislim, to je dejansko podjetje, ki je v centru, se pravi, zelenega prehoda, ne. Oni v bistvu proizvajajo praktično skoraj karkoli v bistvu oni delajo, je v bistvu na nek način v bistvu vezano na zeleni prehod, ne. A ga tukaj recimo za transformator, a ga tukaj za gradnjo, se pravi, vetrnih ali pa sončnih elektrarn, potem recimo imate recimo pač del, ki se ukvarja z gradnjo daljnovodov, ne, vemo, tudi pač treba omrežje, recimo treba narediti, ne. Tukaj še zelo veliko dela, ne, tudi recimo, ne vem, tramvaj, recimo primestni vlak in tako naprej, ne, mislim,
to se mogoče niti ne zavedamo, kako je recimo pomembno, da imamo nek tak commuting, ne, se pravi pač to, kar se dnevno pač ljudje vozijo recimo v službo, pa to napreti to, da je recimo to s čim bolj obnovljivi viri, ne, in definitivno recimo elektrika, če imamo recimo električni tramvaj, pa recimo električni vlak, to prihrani zelo, zelo veliko nekega CO2 oziroma pač teh toplogrednih plinov, ne. Potem tudi imajo recimo tudi svojo divizijo, ki je pa vezana, se pravi digitalna, ne, kaj se pravi z digitalizacijo, ne, tukaj se pa bolj ukvarja recimo s pametnimi mesti, ne. Tako da in je pa tudi recimo tukaj neka v bistvu zgodba, ne, ker pri njih se je, se pravi, mislim, da 5-6 let nazaj se je kompletno zamenjala menedžerska ekipa, ne, in nova ekipa je res zelo ambiciozna, vse skupaj to zastavila, ne, in zelo vidimo, ne. In zdaj, če gledamo recimo, pred tem je bila tam cena delnice tam okoli 500-550 kun, ne, zdaj ima pa na 540 evrih. Vemo, da je pač tečaj konverzije pa tam 7,53, ne, se pravi, dejansko je tudi v bistvu neka taka stvar, ki je tukaj v naši neposredni bližini in je res pridobila zelo veliko, ne. Pozabila sem pogledati oziroma vprašati, kako sploh kupiti delnico Končarja. Zdaj, jaz gledam tlele na BKS-u, tiker je ko EI. Meni ga ne pokaže, mogoče kaj narobe delam, ne vem, ampak bi pa prosila poslušalce pa gledalce, če slučajno imajo možnost, če imajo kakšnega slovenskega brokerja ali pa tujega mogoče, Intercapital, da pogledajo, če se da kupiti delnico Končarja. No, to se definitivno da, mislim, to mislim, da ni neke težava, ne. A da ni težava? A da se kupiti delnico Končarja? Preko Intercapital vem, da se da, za slovenske te brokerje pa ne vem. To bi jaz zelo težko rekel, ne, tako da... No, v glavnem, ja, je kar zanimiva delnica, tudi mi smo na Bloomberg Adriji pisali o tej delnici precej poglobljeno, tako da je zanimivo tudi v prihodnosti mogoče, zna biti zanimivo glede na napoved von der Leyenove, da ostajamo zvesti zeleni politiki. A lahko mogoče samo še te IPO-je, zdaj Vzajemna se precej omenja, a si mogoče kaj gledal, kar se tiče same Vzajemne, zdaj tukaj 400,000 Slovencev se sprašuje denar ali delnica, vse so bile nekateri že komentarji kar precej zgovorni, da pač, če bojo stroški, da je odvisno od zneska, koliko tega ponujajo, ne. Zdaj, ko sem zasledil, ne bi bil, se pravi, največji znesek, ki ne bi ga nekdo dobil od Vzajemne nekih 500 evrov ali nekaj več kot 500 evrov. In to, če gledamo za borzo, glede na stroške, to je zelo nizek znesek, še teh 500 evrov, ne. Govorimo pa tukaj, da bo dobil delnico, ki ima 120 in več evrov, ne. Tako da, tle je že vprašanje, se pravi, že samo, to smo že tudi, recimo, dosti tega napisano, da so pač stroški odpiranja računa so tam več 10 evrov, na primer, ne. Pa stroški zapiranja. In vodenje in tako naprej. Mislim, zdaj imamo pač nekaj par ponudnikov, to naprej, ne, ampak se pravi, ne, tukaj bo res neka masa, ki bo pač morala v bistvu to pač prodati, ne, tudi komu potem to prodati, ne. Mislim, to bo pač se treba vse naenkrat prodati, ne, se pravi, te delnice bo vse naenkrat, potem pa še na borzo, ne. Bomo videli, ko se bo enkrat to naredilo, no, čeprav se pravi, no, meni se to pa tudi treba vedeti, ne, mislim, tukaj bodo delnice dobili ljudje, ki se sploh nimajo namena ukvarjati z borzo, ne. Oni so bili tam zaradi zdravstvenega zavarovanja, ne. Se pravi, zaradi nekih drugih stvari, ne, zaradi tega, da so pač udeleženci na kapitalskem trgu, ne. Ja, mogoče bo pa to vse sovpadlo tudi z temi individualnimi naložbenimi računi, pa bojo samo odloženi na individualne naložbene račune. Ja, samo, če bo nekdo recimo nima nekih prihrankov, ne, da bi recimo dal na račun, ne, ker to treba vedeti, da te računi bodo pač svojo sabo nosili stroške, ne. In če že imaš račun, potem jasno, ne, potem vzameš delnice, pač jih prodaš enkrat, ne, to je potem v redu, ne, ampak če pa nimaš računa, ne, in koliko smo že rekli, da je koliko nekje 100,000 Slovencev, da že ima pač te račune, ne, pač pri borznih posrednikih, ne, medtem ko jih recimo tam nekje 400,000, recimo, kot bo pa zdaj dobili, ne, pa dvom, da
da bodo zaležali vsi, da imajo, mislim, pač nimajo vseh teh računov, tako da to treba potem že odpreti ali pač pustiti, da se skupaj zapade. Meni se to zdi, mogoče tudi kratna priložnost, malo, da se ljudi izobrazi, kaj sploh je delnica, kaj pomeni, da gre neko podjetje na borzo. Tukaj tudi ne veva, kakšna cena bo sploh te delnice ob kotaciji. Tako nič še v bistvu ni znano, kar se tiče vrednosti. Ja, tudi odvisno od poslovanja pač zajema. Tako da... Je to, ne? Ok, Matjaž, najlepša hvala za ta uvodni del v najno debato, ki prihaja zdaj, je pa Money How Friends, ker bova mogoče še malo spregovorila o investiranju v slovenskih delnicah, o dividendah, o sestavi portfelja, tako da najlepša hvala za zdaj, pa se potem vidiva v Money How Friends. Ja. Hvala tudi vsem. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Upam, da se nam pridružite v Money How Friends. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.